Obnova stare šole na Vošnjakovi ulici se počasi končuje. Več o tej pomembni naložbi nam je povedal dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica. Kar se tiče obnove oziroma investicije, bi naj bila zaključena nekje do marca, ne računamo, seveda, ker gre za objekt, obstoječi objekt, so se pač pri takih adaptacijah se vedno pojavijo določene potrebe po ureditvah, ki jih ni bilo mogoče prej zaznati, vi ste že omenili to vlago, ampak vseeno nekako normalno približno stvari potekajo, tako da marca bi naj bil objekt zaključen. Zdaj v tem objektu so v osnovi prostori namenjeni upravni enoti. En del prostorov, tudi z eno večjo sejno dvorano, je pa namenjen tudi, torej bo tudi občina te prostore zaenkrat pač zadržala. Tako da sejna dvorana bi potem naj bila v tem novem objektu. Sledimo pa seveda temu, da poskušamo pač vse službe, ki so povezane z nekim javnim delovanjem, se pravi z upravnimi postopki ali državnimi ali občinskimi, pripeljati na en prostor. In s tem so ureditvijo bo narejen en korak naprej. S tem se bodo določeni prostori tudi tu v občinskih objektih pač sprostili in potem bo v nadaljevanju potrebno tudi te stvari urediti in eventualno še pripeljati mogoče katero od služb, ki so izven lokacije na to pozicijo. Naložba je vredna tam dobrih 1.700.000, med 1.700.000 in 1.800.000. Nekje marca bi se naj to zaključilo, pač je treba potem tudi tehnični pregled narediti. Potem bo nekaj časa seveda še trajalo, ker gre postopno za selitev najprej upravne enote in potem seveda še za ostale. Tako da jaz mislim, da bodo ti postopki tekli več ali manj kar letošnje leto. Zdaj, če se bo upravna enota uspela preseliti tam, kar se do neke polovice leta, potem v nadaljevanju pa še seveda to, kar bo potrebno v ostalem delu pač urediti. Stranka socialnih demokratov je kmalu po novem letu naslovila peticijo, da bi na Osankarici na pogorišču doma vzpostavili center šolskih in obšolskih dejavnosti. Več o tej pobudi nam je povedal prvopodpisani pod peticijo Tin Kampl. Mi smo s to pobudo začeli že leta 2019, takrat tudi občina z povabilom oziroma z predlogom to naslovila na samo ministrstvo in takrat so se neki postopki začeli smo se pogovarjati o tej zadevi, prišlo je tudi nekega neformalnega sestanka med takratnim ministrom za izobraževanje, znanost in šport, dr. Jernejem Pikalom in pa županom občine Slovenska Bistrica, dr. Ivanom Žagarjem. Zakaj letos? Če pogledamo nazaj, je podrtija oziroma pogorišče, ki je za nami, v bistvu zadeva, ki ne more biti nikomor v ponos. Ne nam kot občanom in občankam, ne občini in praktično nikomor. In žalostno je, ko se sprehajamo mimo in gledamo to podrtijo oziroma pogorišče. 8. januar smo izbrali povsem simbolično na nek način ob obeležitvi padca pohorskega bataljona, ko se množice ljudi, pohodnikov iz cele Slovenije vsako leto tukaj zberejo, gredo položiti vence padlim borcem, se jim posvetiti, hkrati pa tudi proslavijo oziroma vidijo pomembnost tega okoliša in ob letošnjem dnevu, letošnjem 8. januarju, so vsi žalostno pogledovali po pogorišču in zato se nam je zdel primeren trenutek, presečišče nekih dogodkov, da takrat začnemo z našo peticijo. Kakšen je zaenkrat odziv na to peticijo? Koliko podpisov ste že zbrali? Na samo peticijo je zelo dober odziv. Tudi strani ljudi, s katerimi smo se takrat 8. januarja pogovarjali tukaj pred samim domom, so zadevo podprli. Zato se na tej točki zahvaljujem praktično vsakemu posamezniku in posameznici, ki je že prispevalo svoj podpis. Danes nas je teh že več kot 200 in verjamem, da se bo v prihodnjih tednih ta številka še povečala. Ste v zadnjem času bili kaj v kontaktu z lastnikom doma in imate morda že kakšen odziv občine in države? Mi sami z lastnikom ne nameravamo v tej fazi kontaktirati, zato tudi nimamo pristojnosti, da bi to počeli. Seveda smo odprti za pogovore.
naša pobuda je naslovljena na občino in pa na vlado Republike Slovenije, da oni v okviru svojih pristojnosti to začnejo urejati in tudi pristopijo do lastnika in pa do ostalih institucij, ki so v tem okviru pomembne. Mi strani občine nekatere odzive imamo, podpirajo oziroma so naklonjeni ideji, da se sama zadeva uredi, kot rečeno, nikomor ne more biti v ponos in zato tudi občina, hvala lepa, zahvala na njeni strani in pa tudi z naše strani do njih, da se je zavzela oziroma namerava to področje tudi urejati. Kaj pa strani ministrstva? Ne, strani ministrstva nismo prejeli nobenih odzivov. In kakšno je stališče občine Slovenska Bistrica do te peticije? Leta 2019, ko je bil pristojni minister bil gospod Pikalo, torej iz stranke socialdemokratov, takrat smo mi to pobudo naslovili na ministrstvo oziroma na pristojne službe. No, tudi pobudnika sta imela takrat pomembne pozicije v vladni garnituri, vendar takrat neke posebne naklonjenosti temu projektu in tej naši pobudi ni bilo. Tako da, če bi takrat, oziroma če bi resno mislili s tem, potem bi lahko danes pravzaprav že ta center obšolske dejavnosti deloval. Zdaj, kar pa zadeva trenutno situacijo, kar se tiče torej tega doma na Osankarci, je treba zelo jasno povedati, da je tisti del, kjer je bil dom, je v privatni lasti. Zdaj, pogovori ves čas tudi sicer potekajo, mi pa smo pristopili k pripravljanju dokumentacije, treba bo tudi lastniške odnose zelo jasno opredeliti, ker je težava v tem, da se je ta muzejski del zajedal v sam dom. Smo pa mi v proračunu za letošnje leto določena sredstva za obnovo muzejskega dela tudi načrtovali. In namen je, oziroma osnovna naloga občine je seveda urediti ta muzejski del. Je pa res, da bo potrebno seveda urediti vse postopke speljati, vso ustrezno dokumentacijo. Videli pa bomo kako se bodo odvile, torej kako se bodo odvile razmere z samo to lastnino, bo prišlo do prodaje, ali bo tam nekdo želel postaviti na nov dom. Tudi o takih iniciativah se sliši. Če pa seveda bi bilo možno tudi, da bi doživel center obšolske dejavnosti, je pa tudi to ena od opcij, vendar takrat mora država zelo jasno k temu pristopiti. Kot sem že povedal, ti isti pobudniki so imeli takrat priložnost, da bi stvari lahko speljali, pa takrat žal nismo. Nekaj pogovorov z lastnikom je bilo, zdaj jaz vam nekaj informacije prihajajo, da se vam pogovarja tudi z nekimi drugimi potencialnimi kupci. Jaz upam, da se bodo te stvari čim prej razpletle, da bomo lahko čim prej izpeljali, uredili v končni fazi to lokacijo. In pa, tako sem že omenil, zdaj prvo in to, kar smo mi zavezani, je obnova muzeja. Je pa seveda res, da če bi nekdo tam prišel tudi kot potencialni investitor, da bi lahko da bi seveda nekako normalno se te relacije postavile, bi lahko te stvari tudi zelo hitro stekle. Veste, tudi v preteklosti, če bi imeli, mi vemo, da so bile tam vedno težave z temi najemniki, če bi imeli tam čisto normalno dom, ki normalno deluje, potem ni nimenega razloga, da bi karkoli drugega pravzaprav tam načrtovali. Seveda ob ureditvi muzeja, da se razume. Ker so bile ves čas tudi te težave z najemniki, se iz tega naslova tudi ta naša pobuda takrat se naslovila na ministrstvo. Na Treh kraljih so zaenkrat zadovoljni z dosedanjim potekom smučarske sezone. Več o tem, kako so se pripravljali na to sezono in kakšne so trenutne razmere, nam je povedal Aleš Juhart, direktor RTC Jakec Trije kralji. Praktično zopet vse do pričetka obratovanja nismo dobili nekih jasnih navodil, pod kakšnimi pogoji bomo smučišča to sezono lahko obratovala.
Vendar moram reči, da smo se pri nas pripravljali na zimsko sezono tako kot vse ostale, enako za pripravo snega, z servisi, z vsem potrebnim vzdrževanjem. Tako da potem, ko smo dobili navodila z tem izpolnjevanjem pogoja PCT, smo uredili še te vstopne postaje in seveda od takrat naprej lahko rečem, da tudi varno obratujemo. Kako ste zaenkrat zadovoljni s to zimsko sezono? Kako je zaseden hotel in tudi kako so obiskana smučišča? Moram reči, da smo z letošnjo zimsko sezono zelo zadovoljni, predvsem kar se tiče obiska na smučišču. Tudi v hotelu imamo ogromno rezervacij. Se zgodi seveda, da če nekdo zboli, se rezervacija tik pred zdajci prekine. Na to žal nimamo vpliva, ampak jaz verjamem, da je to zadnja takšna sezona z temi težavami in da bomo prihodnje lahko normalno obratovali. Kako pa je z obiskom smučišč? Odkot prihajajo smučarji? Smučarji prihajajo večinoma iz tega našega štajerskega konca, imamo pa zelo veliko število smučarjev tudi od drugje, predvsem kar se tiče šol v naravi, raznih organiziranih skupin. Skratka, moram reči, da smo v lanski sezoni, ko smo obratovali za treninge tekmovalcev, takrat, ko vsa druga smučišča niso, pridobili kar nekaj gostov tudi iz drugih krajev in ti se z veseljem vračajo k nam tudi v tej smučarski sezoni. Kot vedno pa razmišljate tudi za vnaprej, za prihodnost. Marsikaj bo seveda odvisno tudi od razpisa Ministrstva za gospodarstvo za investicije v smučišča. Kako se zdaj kaže s tem razpisom? Boste uspeli pridobiti kakšna sredstva? Ja, mi smo poslali uradno vprašanje na Ministrstvo za gospodarstvo, kajti po obratovalnem dovoljenju naše smučišče ne spada v kategorijo manjših smučišč in dobili odgovor, da vkolikor na Ministrstvo za infrastrukturo to tudi potrdijo, se lahko prijavimo na razpis. Tako da smo pričeli intenzivno z pripravo dokumentacije in verjamem, da glede na to, da se je zdaj rok prijave podaljšal na 28. februar oziroma 24. februar, da bomo do takrat uspeli pridobiti vsa potrebna soglasja, dovoljenja in da bo v letu 2024 na Treh kraljih stala 4 sedežnice. Seveda pa poleg tega že načrtujete dejavnosti za poletno sezono. Kaj bo novega? Ja, v sklopu tega projekta bi želeli pripraviti tudi progo za spust z kolesi iz Velikega vrha, kajti omogočen bo dostop z kolesi preko sedežnice na vrh. Potem načrtujemo en zipline, na vrhu načrtujemo tudi eno plezalno steno. Pred leti smo že uvedli kolesarske in pohodniške poti, skratka, teh načrtov je kar nekaj. V letošnjem spomladanskem delu nameravamo pričeti z izgradnjo športnih igrišč, tako da verjamem, da bo na Treh kraljih v prihodnjih 2 letih kar pestro. Zveza kulturnih društev občin Makole, Poljčane in Slovenska Bistrica je v petek 4. februarja v Viteški dvorani Bistriškega gradu pripravila slavnostno akademijo ob kulturnem prazniku. Na prireditvi so podelili tudi Romihova priznanja za leto 2021. Slavnostna govornica je bila predsednica Sveta Slovenije Bistriške območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Helena Kolar. Priznanja pa sta vročila predsednica odbora za priznanja Štefana Romiha Marija Bračič in predsednik Zveze kulturnih društev občin Makole, Poljčane in Slovenska Bistrica Blaž Gregorič. Dobitniki priznanj Štefana Romiha za leto 2021 so Brigita Hren, vodja vaberških fantov Kuda Šmartno na Pohorju, Jasna Orešič iz Kuda Janko Živko Poljčane, Štefan Repnik iz Kuda Štefana Romiha Črešnjevec in Niko Vidovič iz Kuda Andreja Stefancioza Studenice. Plaketi za življenjsko delo pa sta prejela DPD Svoboda Pragersko in Helena Korošec iz Kuda Janko Živko Poljčane. V kulturnem programu sta nastopili glasbena skupina Gemaj in recitatorska skupina prosvetnega društva Anice Černejeve Makole.
skozi oči slepega. Ustavim se, zaprem oči, spojim se s tišino. Prepustim se, vživim se v slepoto. Petelin kikirika v daljavi, pasji lajež odmeva skozi vas. Drobna ptička žvrgoli malo stran. Detel potrkava po deblu in upa, da bo našel trhlino. Slišim misel, ki se kot nežna meglica spušča in dviga skozi vso to milino. Potuje od veje do veje in me prepričuje, da je svet slepih lepši, bolj čistih in pisanih barv, da bolj slepi smo mi, kot so slepih oči. Začutim hlad na obrazu. Odprem oči. Slika slepega zbledi. Misel pa se med listje izgubi. Zbujena. Šla sem iskat izgubljeni navdih. Pelerinu ovita ubrala sem pot, kjer hrast je mogočen stal. Le stal je. Zanihal je z vejo pozdrav. Med trate zavila je pot, že zdavnaj več niso cvetele. Padal je. Padal dež iz nebes, močil milica, z njih spiral je stres. Sred polja korak je zastal. Sem pobožala klas, ki kruh mi bo dal. Brez ljulke je njiva, le tu in tam mak še cveti. Bale zdaj travnik krasija. Žalujeta mladca. Plastov dišečih več ni. Jesenska. Pa sem šla po zelenilu polegajočih trav, med rjavimi zaplatami požetih njiv. Ne oziraje se na blatne mlake, na mokroto v čevljih. Zavita v samo, mežikajočega pogleda v popoldanskem soncu. Pa sem našla tih trepet gozda ob oddaljenem ropotanju, von odpadajočega listja obsojenega na trohnenje, vabeče sadove gozdnih tal poslinjene od polžev. Našla sem barve, ki so sivino dneva spremenile v rjavo, rdečo in dozorevajočo jesen, njeno slovo in svoj mir. V soboto 12. februarja smo na Treh kraljih videli drugo veleslalomsko izvedbo za naziv veleslalomskega carja. Nastopilo je 128 tekmovalcev, ki so se merili v 9 starostnih kategorijah. Smučarsko društvo iz Slovenske Bistrice je odlično pod streho spravilo že drugo izvedbo tekmovanja v veleslalomu za lovoriko Smučarski car na smučišču na Treh kraljih. Na izredno dobri konfiguraciji terena, ki je bil tudi izredno dobro utrjen, se je med veleslalomske vratce spustilo 128 smučarjev in smučark in to v 9 starostnih kategorijah. Smučarska tekma pa je imela tudi dobrodelni namen. Kaj bo trvalo temu, da ste se odločili za ta projekt? Ja, poglejte, prvotno bi radi oživeli predvsem naše domače smučišče, to sem povedal že predlani, ko smo izvedli prvega. Kot druga stvar, premalo je teh dogodkov smučarskih, na katerih bi lahko mlade smučarje oziroma najmlajše pripeljali tudi med tekmovalne količke, da spoznajo tudi to plat smučanja. In pa druga stvar, oziroma tretja stvar, zelo radi smo dobrodelni in tudi ta dogodek ima dobrodelno noto, kar pomeni prispevki donatorjev in pa večina štartnine je potem namenjena tudi v dobrodelne namene za otroke. Z izvedbo prvega carja smo, bom rekel, osrečili skoraj 10 otrok z popolno smučarsko opremo in jih v sodelovanju z šolo smučanja potem tudi brezplačno učili smučati. Najboljši čas na tekmi je postavil Simon Klemenšek 46:24 ter tako domov odnesel laskavo lovoriko car veleslaloma za leto 2022. Kaj mi pomeni? Sigurno velika, ne? Konkurenca je bila močna, tekma je bila vrhunska in da se je to pripravilo, da smo lahko tekmovali, se pomerili, da se lahko podružimo, je nekaj najlepšega. Če še pa uspejo na koncu rezultat narediti, je pa to nekaj fajnega, no? Ampak rečem, da takšni dogodki so v prvi vrsti za druženje, da se imamo fajn, da se dobimo, da se vidimo in da doživimo en lep sončen dan, ko ga imamo danes tule na Treh kraljih.
O demonstraciji tvoje vožnje danes smo videli, da si dodobra si ogledal progo pred začetkom samega nastopa. Kaj pa konfiguracija terena ti odgovarjala? Kot sem že prej rekel, konfiguracija terena je idealna za tekmo, kakršna je bila speljana. Bi rekel, da res, da se boljš praktično ne da narediti. Ne da se narediti bolj na nivoju, kot so naredili. In kot sem omenil, prekašajo lahko vse ostale konkurente, ki pripravljajo kakršnekoli tekmovanja. Je na izredno visokem nivoju in res bi zahvala organizatorjem. Nase so opozorili tudi ostali smučarji, ki so zmagali po posameznih kategorijah. Med njimi je bilo tudi veliko članov iz organizacijskih vrst, ki so si okoli vratu obesili kolajne različnega sijaja. Srebro si je v kategoriji moški od 31 do 45 let prismučal Dejan Pristovnik. Tekma je bila odlična, kar se tiče pogojev, so bili fantastični. Zdaj nora vožnja, res mogoče zgleda, da smo se najbolj na nož vdarili mi starejši, ampak najbolj veseli, da smo zadeli bistvo tekme. To pa je, da je štartalo čim več otrok, ker bistvo te tekme je to, da želimo spromovirati smučanje, pa tudi mogoče en tak občutek tekmovalnega smučanja pri mlajših smučarjih in to nam iz leta v leto vedno bolj uspeva. Mogoče na tem mestu tudi zahvala vsem sponzorjem, ki so omogočili to, seveda Jakecu, Alešu, ki je odlično pripravil progo in pa našim soorganizatorjem Šmarčanom in vse to da podlago za tako tekmo, ki ste ji bili danes priča tukaj. Torej, rezultati in kvaliteta vožnje starejših je dala pečat tej drugi izvedbi. Zelo kvalitetna tekma danes. Seveda, lahko bi rekli tudi, da smo imeli neke vrste Masters državno prvenstvo. Tukaj danes ogromno je bilo tudi tekmovalcev iz tega FIS Masters tekmovanja, ampak še enkrat poudarjam, ni bistvo v rezultatih naših starejših, naših tekmovalcev, ampak bistvo je čim več štartov otrok. In verjamem, da bomo naslednje leto še močnejši v tej kategoriji. Med smučarkami v starostni skupini od 11 do 15 let je s progo dobro opravila tudi Mija Maša Motaln, ki je osvojila 3. mesto. Meni je bilo super, malo težko zgoraj, pa gre drugače. Se treba malo potruditi, pa gre. Na katerem delu proge je bilo najtežje? Tista vrata zadnja pred ciljem? Ne, tista na prvi strmini, zadnja vrata na strmini. In kaj ti pomeni torej druženje, tale nastop tukaj na Treh kraljih, na tem Caru? Malo, da se družim s prijatelji, nič tako malo, da ni se v tekmi, malo združenja tudi. Veliko aplavza so poželi najmlajši, ki so se spustili proti ciljni črti. Vsak njihov prihod v cilj je bila tudi njihova osebna zmaga. Bilo je kar v redu, sam tam je bilo malo strmo, pri tretjih vratih. Ja, v bistvu nisem videla nobenega plana gliha, ampak sem šla po progi, pa kar je bilo, je bilo. Uživala sem, da sem pa prišla na tekmo, pa je vplivalo to, ker rada tekmujem. Najtežje mi je bilo v sredinskem delu. Najbolj mi je bilo všeč, da sem se lahko udeležila in uspešno opravila. Organizatorji pa so z mislimi že pri 3. tekmi, ki bo prihodnje leto. Trenutno smo na vrhunski poti. Imamo podporo sponzorjev, imamo podporo slovenskih demonstratorjev, ki so nam danes tudi pomagali pri pripravi proge. Imamo podporo Bistričanov, kar je najbolj pomembno in strebimo k vedno boljši tradicionalni izvedbi še naprej.